Rastlinska diagnostika je področje, ki je predvsem v domeni specialistov s posebnimi znanji. Ti ugotavljajo in iščejo vzroke obolenja rastlin, ki so bodisi vir hrane za človeka, lahko so v uporabi kot les, mnoge pa so tudi kot osnova za izdelovanje tkanin. A kakorkoli, obolenja imajo lahko tudi širše posledice. Zato ne gre spregledati opozoril, da so ta vedno pogostejša in lahko tudi nenavadna, predvsem zaradi razširjene globalizacije v zadnjih desetletjih. V Sloveniji so kot raziskovalci tega področja strokovnjaki na Nacionalnem inštitutu za biologijo, ki pa se povezujejo tudi z drugimi institucijami, tako domačimi kot mednarodnimi. V tokratnem srečanju želimo nadrobneje pojasniti pomen pravočasne diagnostike obolenja rastlin, da preprečimo ali pa ublažimo hujše posledice. Z Nacionalnega inštituta za biologijo, kjer imajo osredinjenega največ znanja, prihajata docentka doktorica Nataša Mehle in doktorica Tanja Drejo. Lep pozdrav, spoštovani gosti. Pozdravljeni. Lep pozdrav. No, vajino delo kot raziskovalk je zelo razvejano, a hkrati tudi zahtevno in odgovorno. V čem se to kaže? Tako po zahtevnosti, kot tudi odgovornosti. Seveda do koga odgovorno? Nataša, boste vi najprej? Ja, vsekakor. Naše delo je odgovorno za veliko, v bistvu tako do ljudi, narave, samega okolja, tako da smo v bistvu moramo skrbeti, da se pravilno odločamo, delamo pravilne korake in s tem v bistvu skrbimo za okolje, preživetje, hrano ljudi in tako dalje. Boste vi še kaj temu dodali ali Ja, je zapopadeno v odgovoru vse? Ja, povejte. Morda bi pa res dodala, seveda rastline so osnova vsega življenja, one so tiste, ki prevajajo sončno energijo nekako do nas, preko njih dobivamo hrano, takšno ali drugačno, neposredno. Hkrati pa poleg samega okolja, omogočanja življenja, za marsikoga pomenijo ekonomsko varnost, za vse pridelovalce, kmete in tako naprej. Tako da z našimi analizami tudi njih neposredno varujemo pred tem, da jim propade pridelek in vir dohodka. No in danes, če pogledamo nekoliko širše, praktično ni več družinske skupnosti ali pa tudi posameznikov, ki ne bi bili na nek način povezani z naravo, z rastlinami, in ta intenziteta te povezanosti se mi zdi, da v zadnjih desetletjih kar raste. Kako bi to pojasnili? Doktorica Drejo, izvolite. Res je, kot družba nekako postajamo vse hitrejši, vse bolj soodvisni. Tudi rastline potujejo čedalje hitreje in čedalje večjih količinah po svetu. Hkrati se pa seveda s klimatskimi spremembami, čedalje večjimi pritiski, tudi same rastline pogosto znajdejo v nekakšni stiski. Zdaj, kakršnokoli je naše mnenje o vzrokih in naših možnostih reševanja takih težav, vsi vemo, če pomladi začne drevje prezgodaj cveteti in pomrzne, se za celo leto ali pa kar za nekaj sezon spremeni dinamika rasti teh rastlin. Tako da absolutno, mi smo čedalje bolj odvisni od rastlin in vsaka napaka nas toliko dražje stane, kakor nas je morda še včasih. Vendar to idilično povezavo z naravo, lahko pretrga tudi neuspešna rast rastlin, za katere skrbimo, to, kar ste zdajle povedali. No in takrat govorimo, da so rastline zbolele. Pa me zanima, je ta personifikacija na mestu, doktorica Mehle? Ja, seveda, rastline lahko zbolijo, tako kot lahko zbolimo tudi ljudje pa živali. In vsaka rastlina, ki je bolna, potem ima slabšo rast, manjšo možnost, da preživi.
Zdaj pa, če pogledamo iz našega vidika, ne, pa taka bolna rastlina potem da tudi manj hrane, ker je manjši pridelek. V bistvu, prej je Tanja omenila, ne, da sedaj se več potujejo rastline, z njimi, z rastlinami, potujejo tudi škodljivi organizmi. In te škodljivi organizmi, ko pridejo v neko novo okolje, lahko v tistem novem okolju povzročijo res hude bolezni, hude škodo. Zato se moramo paziti tega, da preprečimo recimo vnos teh novih na neko območje. Pa preseneča kljub vsemu podatek Svetovne zdravstvene organizacije FAO, da zaradi rastlinskih bolezni in pa škodljivcev vsako leto izgubimo kar 40% svetovnih prehranskih pridelkov. A je to res možno, da so rastlinske bolezni tako, da zdesetkajo pomembne vire hrane? To je nekoliko res kar presenetljivo velik odstotek. Ja, nekatere bolezni lahko uničijo celoten pridelek. Naprimer, imamo primere bolezni, ki se recimo prenašajo z semenom, pa tudi če je naprimer okužen eno samo seme, so potem recimo kakšni drugi viri širjenja in se potem to lahko razširi na cel pridelek in zaradi okužbe lahko bodisi rastlina ne cveti ali propade cela rastlina in lahko izgubimo ne samo 40% pridelka, lahko v nekem trenutku izgubimo ves pridelek. Mogoče Tanja pove primer za Xylella fastidioso, bolezen, ki je Italiji povzročila veliko škodo. Ja, doktorica Drejer, ja. Ja, to je bakterijski ožig oljk, ki pa kljub imenu ne poškoduje samo oljka, ampak tudi mnoge druge rastline. In tam so škode res ogromne. So milijoni dreves, ki so propadali in praktično je v velikem območju na jugu Italije onemogočena pridelava oljk, kar ne samo, da vpliva na samo kmetijstvo, ampak tudi celo pokrajino, turizem, življenje ljudi, navade in tako naprej. Ampak primeri so tudi, kot je Nataša omenila, tudi bližje. Tudi mi smo recimo še 20 let nazaj pri pridelavi krompirja skoraj ni bilo težav z gnilobo. V zadnjih 15 letih smo pa z nekaterimi novimi izolati bakterij, ki smo jih dobili skupaj s semenskim krompirjem, težave močno povečali. Pojavili so se različni bakterij, ki so škodljivejši ob višjih temperaturah in seveda z višjimi temperaturami včasih povzročijo propad vseh gomoljev že v skladišču, potem ko se skladišči. In če lahko dam recimo drug primer. Ja, če lahko dam recimo drug primer, tudi ki ga imamo v Sloveniji, zlatotrsno rumenico. To je bolezen, ki resnično zdaj v tem času ogroža vinogradništvo v Sloveniji. Tudi to je bila v bistvu fitoplazma, ki je bila prisotna v recimo naših okoljih, ko zdaj ugotavljamo že zelo dolgo časa in ni povzročala nobenih težav, dokler pa ni k nam v Slovenijo, pa v Evropo prišel njen prenašalec, ameriški škržatek. In zdaj ta uspešno raznaša fitoplazmo med vinsko trto in zaradi okužbe vinske trte s to fitoplazmo trte propadajo. Ste omenili 3, mislim, morda so to najbolj pogoste bolezni, ne vem, ampak vseeno, to ste rekli oljke, krompir in pa zlatotrsno rumenico. Pa vendar, lahko rečete, katere so pa najpogostejša rastlinska obolenja? Namreč, laično prepoznavanje seveda bolezni ni dovolj, zato raziskovalci v svojih laboratorijih iščete in pa ugotavljate nam laikom nevidne povzročitelje, ki imajo lahko seveda tudi dolgoročne, dalekosežne posledice. Lahko to malo pojasnite? Če mogoče kar povem na primeru, v primeru okužbe pogosto potem pride s temi patogenimi povzročitelji bolezni, pride do nastanka bolezenskih znamenj. Seveda so ta bolezenska znamenja, kakšna so, odvisna od mnogih dejavnikov, od samega povzročitelja,
od stanja rastline, sorte rastline, kakšno je takrat vreme, okolje, v katerem rastejo, ne. In težko v bistvu na podlagi samih bolezenskih znamenj rečemo, kdo zares je kriv za nastanek tega, ne. In zato so potrebne laboratorijske analize. Te so v zadnjem času pogosto na osnovi PCR, to so te molekularne analize, kjer določamo odsek dela DNA, iščemo tarčno, kateri so to povzročitelji, imamo pa seveda na voljo netarčne metode, s katerimi lahko nekako dobimo vpogled, kaj je v rastlini in potem iščemo, a je notri tudi kakšen, ki bi bil lahko patogen za rastlino in kateri je, a ne. Ja, doktorica Drevaš, boste vi še kaj tu dodali ali? Mogoče bi opozorila, da seveda zdaj se pogovarjamo o boleznih in o povzročiteljih bolezni pri rastlinah, pa bi samo želela opozoriti, da seveda tako kot pri ljudeh je tudi pri rastlinah velika večina mikroorganizmov ali popolnoma neškodljivih ali pa celo koristnih. Rastline, ravno tako kot mi, imajo svojo mikrofloro, bakterije, brez katerih ne morejo živeti, glive, ki jim pomagajo srkati hranila iz zemlje. In velika večina teh je popolnoma neškodljivih. Torej, naša naloga je predvsem to, da, tako kot ste rekli, tisto, kar je očem nevidno, pravočasno zaznamo, prepoznamo, ali je škodljivo ali neškodljivo, da pridobimo ta čas za ukrepanje, ko še ni prepozno. Kako pa vi ugotavljate, da gre za recimo simbiozo mikroorganizmov z rastlinami? Te potem ne povzročajo nekih škodljivih posledic, ne? Ne, nasprotno, simbioze se pravzaprav v novejših pristopih kmetijstva uporabljajo ravno nasprotno. V zadnjih časih se poskuša modulirati to mikrofloro, jo spremeniti na tak način, da čim bolj podpira rastline. Zgodovina tega je sicer zelo dolga, že včasih se je vedelo, recimo, da kakšna zemlja iz enega sadovnjaka posebej dobro dene rastlinam in so jo morda prenesli še v drug sadovnjak in na ta način razširili tudi koristne bakterije. In nekatere od teh bakterij šele zdaj prepoznavamo in jih razumemo, da so pravzaprav bakterije ta vzrok. Samo to poznavanje teh pozitivnih učinkov pa so seveda ljudje z zelo dobrim, natančnim spremljanjem svoje pridelave že prej izvajali. Kako pa ukrepate, recimo, ko spoznate, da gre za nevarno obolenje, ali pa tudi, da se šele razvija, ali pa da je recimo nekaj na novo prinešeno, recimo to, kar smo pregovorili, to globalizacijo? Ja, kot uradni laboratorij, smo dolžni o vseh teh ugotovitvah nemudoma obvestiti Upravo za varno hrano, fitosanitarno inšpekcijo in potem sodelujemo tudi z njimi pri načrtovanju ukrepov, kako bi v bistvu, kakšne so bi bile možnosti obvladovanja te bolezni, v smislu, da bi preprečili njeno širjenje, kaj je treba storiti. Tako da vsekakor nismo tukaj edini, ki se pri tem odločamo, ampak sodelujemo kot nekakšni strokovna podpora. Kako ste pa učinkoviti, recimo, pri zdravljenju? Seveda, mislim, vi date nasvet, ne? Ja, seveda, učinkoviti so ukrepi, so seveda od tega, kako dobro poznamo bolezen, pri tem moramo poznati, na kakšne načine se širi, ker brez poznavanja, kako se bolezen širi, seveda tudi ne moremo dati dobrih ukrepov. Zdaj, če se širi z neko insektom, če je ta precej razširjen insekt, je učinkovitost mogoče malo težja, za doseči, da se to prepreči. Tako da niso žal vsi ukrepi res nemudoma takšni, ko bi jih želeli. Zdaj recimo imamo primer bolezni fitoplazm na leskah. Tukaj, to je bolezen, kjer trenutno še ne poznamo dobro, kdo je zares prenašalec teh bolezni. Tako da žal razen tega, da rečemo, da je treba čim prej
odstraniti okužene rastline in s tem preprečimo, da imamo nek vir v nasadih. Ne moramo še dati navodil, kako bi pa preprečevali širjenje znotraj nasada, ker seveda lahko so vir okužb tudi kakšne rastline v naravi, ki pa ne kažejo bolezenskih znamenj in jih ne najdemo. Tako da vsekakor je treba pri določenih stvarih, ki niso dobro poznane, narediti dobre raziskave, predno se lahko potem predpišejo dobri in učinkoviti ukrepi. Kako pa vi v bistvu opazujete in potem sprožite nek alarm, da se nekaj takega usodnega, recimo za rastline ali pa recimo tudi v prehranskih vidikih dogaja? To, kar ste prej omenili, recimo krompirjeva plesen ali kaj, ker je bila recimo pred 170 leti na Irskem, ker je bila lakota potem, ne? Potem ste omenili prej recimo te oljke, ne? Zdaj smo slišali ta trsno rumenico, pa še leske, ste zdaj le rekli, ne? Kako vi zaznate, da res nekaj takega zelo alarmantnega se lahko dogaja? To je eno, drugo me pa zanima, a lahko take recimo oljke, krompir, kaj ste še, ta trsna rumenica, zlata trsna rumenica, a lahko tak alarmanten recimo obseg se dogaja tudi pri nas? Ali vi kot recimo strokovnjaki zelo hitro ukrepate, da živkali zatrete ali pa preprečite, da ni neke škode? No, mogoče bi tukaj jaz povedala, da seveda, tako kot je Nataša omenila, mi smo del enega sistema javne službe varstva rastlin in skozi zgodovino smo si želeli kot človeštvo, da takih primerov, kot je velika lakota na Irskem, ne bi bilo več, ne? Seveda, ker to so krizne situacije in zato se čedalje bolj dela na preventivi. Mi se želimo pripraviti na stvari, zelo sledimo z sodelovanjem v mednarodnih krogih, z raznimi informativnimi sistemi, spremljanjem znanstvene literature, ugotoviti, da se pa nekaj že dogaja, ne? In recimo to, kar se je začelo dogajati v Italiji z oljkami, smo mi že nekaj let prej imeli postavljene laboratorijske teste in smo že tudi preverjali, ali je morda ta bakterija že prisotna v Sloveniji, ne? In ta pripravljenost, da si ti vnaprej pripravljen in imaš znanje, s katerim bi hitro prepoznal povzročitelja, če bi se pri nas pojavil, je ključna. Zato, ker recimo za bakterije pri ljudeh, ne, če imamo bakterijsko obolenje, posežemo po antibiotikih. Rastlina, ki jo okužuje bakterija, prvič niti si ne želimo uporabljati antibiotikov v okolje in s tem širiti kakšne odpornosti na antibiotike. Hkrati pa, če si predstavljate neko drevo, ki ima bakterijsko okužbo v notranjosti, nimamo praktičnega načina, kako ta antibiotik spraviti do bakterije. Tako da zdravljenja, recimo pri bakterijskih bolezni, zdravljenja že okuženih rastlin praktično ni. Rastline, ki so okužene z zelo škodljivimi bakterijami, moramo uničiti. In tako kot je velikrat, čim prej jih najdemo, ko je okuženih manjša količina teh rastlin, lažje je tista odstranitev, ne? In da hkrati s to okužbo in s tistimi parimi rastlinami odstranimo nevarnost. Tako da cela ta zgodba v resnici temelji na preventivi. Za nekatere druge organizme, recimo za nekatere plesni, seveda imamo učinkovita fitofarmacevtska sredstva, tukaj je pa potem v igri, ne, tisto znanje, da prepoznamo povzročitelja, ne, in ustrezno ukrepamo. Pač ugotovimo, ali lahko z nečem pošpricamo in bo to rešilo problem, ali moramo iti v odstranjevanje rastlin, ali so potrebni kakšni drugi ukrepi. Doktorica Miha, boste vi še kaj tu dodali, pa tudi zanima me, kakšni pa so časovni zamiki, da se okužijo recimo večje površine, ki so potem lahko usodne recimo za pridelek ali kakorkoli? Ja,
če dodam temu, kar je Tanja povedala, kakšni so same ocene, rečemo temu preventivi, v primerjavi s kurativo. Imamo določene stare primere, recimo pred 10 leti, ko sem delala študijo, so gotovili, da je bil recimo program preiskave, kjer se je iskalo, če imamo na primer zlatotrsno rumenico prisotno, bi s tem v bistvu hitrico bili zmožni potem, ko bi odkrili, pa najti, pa ukrepati, v vrednosti tam približno dobrih 60 000 evrov, medtem ko je bila pa ocenjena cena, če bi prišlo do škode na vinski trti, kakšna bi bila potem vsa ta škoda, ki bi povzročila, na 12 milijonov. To so res tisti prednosti tega, recimo, da se izvaja preventiva v primerjavi s kurativo. Zdaj, vaše vprašanje glede, pa sem pozabila. Časovnega zamika. Ja, časovni zamik, Ja, časovni zamik je tukaj dejansko zelo odvisen od tega, s kakšnim povzročiteljem imamo opravka. Povzročitelji rabijo seveda nek čas, da se v rastlini namnožijo, do take mere, da potem vidimo bolezenska znamenja. Žal je običajno takrat, ko se vidi ta bolezenska znamenja, že skoraj včasih prepozno, da bi uspešno lahko izkoreninili bolezen, preprečili njeno širitev, ker je takrat že v bistvu mogoče, če se to širi z nekim dotikom, potem smo že to prenesli v samim obdelavi, samim delom, v recimo nekem rastlinjaku, na druge rastline in je zdaj že v drugih rastlinih tudi veliko tega prisoten, tega patogena. So namnožil. Tako da dejansko vedno rabi patogen nek čas, da se množi, da mi potem bolezenska znamenja vidimo in zato je tukaj tudi pomembno, testiranje tudi na videz zdravih rastlin. Naprimer, testiranje semen, ki ne kažejo bolezenska znamenja in prisotnost povzročiteljev bolezni, ali sadik, ki prihajajo k nam, da se nekaj ne zanesemo, zato ker ni nujno, če nekaj na videz zdravo, da res ni notri prisotnega patogena. Kakšen je pa ta časovni okvir, je pa res odvisno od primera do primera. Poglejte, vaš Nacionalni inštitut za biologijo je bil tudi imenovan v 2 prva evropska referenčna laboratorija za povzročitelje bolezni rastlin, kar dokazujete s svojimi natančnimi ekspertizami proučevanja. Me zanima, kakšen namen ima ustanovitev evropskih referenčnih laboratorijev? Koliko vi, kot recimo širša skupnost, lahko k temu pripomorete, da seveda ne bodo pridelovalci, kmetje ali pa tudi posamezni, recimo, entuziasti včasih, ki se zelo skrbijo za te svoje rastline, ogroženi? Ja, prvotni namen ustanovitve teh evropskih referenčnih laboratorijev je bil to, da bi se v Evropski uniji uporabljale enakovredni testi, da bi vsi laboratoriji v Evropski uniji uporabljali prave teste, pravilno zanesljivostjo, seveda, testi nekateri so bolj zanesljivi, drugi manj. In naš namen je, da dejansko ugotovimo, kateri so tisti najzanesljivejši testi, najprimernejši testi za določene neke povzročitelje bolezni, da potem to informacijo potem posredujemo tudi drugim laboratorijem v Evropski uniji. V ta namen organiziramo razna izobraževanja, razne teste, medlaboratorijske primerjave testov, kjer v bistvu preverjamo, kakšne so metode, kako dobre so metode, po drugi strani pa tudi preverjamo, kako so laboratoriji v Evropski uniji usposobljeni za določanje. In če potem vidimo, da je kje kakšna težava, jim pomagamo z nasveti, podajo naših izkušenj, tako dalje. Ja, doktorica Dreva, imate vi še kaj tu dodati? Ne, je kar v redu odgovor. Ja, no pa me zanima, kako sodelujejo recimo v okviru Evropske unije, recimo vsi skupaj recimo s tem namenom preprečevanja ali pa zdravljenja.
ker to, kar ste prej omenili, a ne vprašanje pri oljkah, mislim, da ste rekli, da skoraj 1 milijon teh dreves je uničenih, ne. To so kar zajetne, mislim, številke. Koliko ste recimo usklajeni pri tem, najprej pri opažanju, preprečevanju in kurativi sami? Tukaj je recimo vloga EU referenčnega laboratorija ravno v tem, da se vse laboratorije ustrezno izobrazi, da lahko zaznajo okužbo, kadar jo imajo prisotno v svojem okolju. In tukaj smo mi v zadnjih nekaj letih organizirali kar nekaj primerjalnih študij, kjer so laboratoriji dobili slepe vzorce in jih analizirali, mi pa smo jim potem povedali, ali so recimo dobili pravilen ali nepravilen rezultat. Hkrati smo potem za tiste laboratorije, ki so bili manj uspešni, organizirali dodatna izobraževanja, jim svetovali, kaj lahko izboljšajo in na ta način jih opremili z vsemi potrebnimi znanji, da lahko v svojem okolju naredijo pač tisto najboljše, kar lahko. Torej podprejo preglednike na terenu, pridelovalce, da takrat, ko oni posumijo, da morda imajo kakšno težavo, lahko hitro in zanesljivo dajo odgovor, ali je to ta bakterija, ki povzroča propadanje ali ne. Obstaja nevarnost, da se recimo ta bolezni oljk, ko ste rekli, da je Južna Italija, ne, že kaže kakšne recimo uspešne ukrepe. To je eno, drugo me zanima, ali ste že opazili, da se tudi k nam, pač kjer imamo tam v Primorju te oljke, se že kaj to seli, recimo ta bolezen? Kako je s tem? Zdaj tukaj v Južni Italiji so morda malo zamudili to ugotovitev prihoda tega škodljivega organizma, tako da tam je zdaj že kar veliko območje, kjer oljke dejansko propadajo. To je bolezen, ki jo širijo žuželke, zato so tudi zelo omejena orodja, ki jih lahko uporabimo, da to bolezen zadržujemo. Še vedno se trudijo, so pa ocenili v zadnjih nekaj letih, da bolezni pri njih ne bo več mogoče izkoreniniti. Pač malo se bodo rastline navadile, malo se bo cela pridelava prilagodila tej novi bolezni in sčasoma se bodo stvari malo umirile. Mi sodelujemo tudi zdaj v enem EU financiranem raziskovalnem projektu, katerega cilj je ravno to, podpreti pridelovalce in vse člene varstva rastlin pri tem spremembi, prilagajanju na to novo situacijo pri njih. Seveda, kot ste pravilno ugotovili, ustrezni pogoji za to bolezen so tudi v Sloveniji. In Slovenija skupaj z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in mnogimi drugimi izvajalci je v zadnjih letih ogromno naredila na tem, da se vnos te bolezni prepreči. Študirali smo tudi, kako se pri nas obnaša žuželka, ki prenaša to bolezen, če je ta bolezen prisotna. Redno preverjamo prisotnost te bakterije v različnih rastlinah, oljkah, olandrih, češnjah, mandljevcih, mnogih drugih rastlinah in zaenkrat v vseh analizah smo ugotovili, da te bolezni pri nas še ni. Seveda prodaja materijala rastlin iz Južne Italije, kjer je ta bolezen prisotna, ni dovoljena, tako da je edini možen vnos s kakšnim sadilnim materialom, torej rastlino, ki jo kupimo in je morda okužena, vendar se tudi to preverja. Recimo fitosanitarni inšpektori tudi v teh vrtnih centrih na primer preverjajo prisotnost te bolezni in tudi v teh vzorcih mi preverjamo, ali so zdrave rastline ali niso. Kaj pa to s to zlatotrsno rumenico, doktorica Mehle, vi ste jo omenili, ne? Beremo, da je bila, mislim, že pred, ne vem, desetletji in še prej najbrž, da je zelo dramatično zdesetkala, ne, določena področja v Evropi. Menda tudi pri nas, ne?
Kako tu ukrepate zdaj? In a obstaja kakšna nevarnost, da se zadeva pri nas širi? Ja, zlatotrsno rumenico smo v Sloveniji prvič našli na vzorcih iz Primorske leta 2005. Takrat so dejansko bili usmerjeni vsi ukrepi zajezitve tega širjenja in bi lahko rekla, smo bili tudi precej uspešni. Žal pa se je ta bolezen potem razširila zdaj v vsa vinorodne dežele v Sloveniji. Zdaj, 2 leti nazaj so bili večji izbruhi, pa tudi v lanskem letu na tam gor pri okolici Maribora, Prekmurju. Odkrivali so nova žarišča okužb. Zdaj, zakaj ta bolezen tako težko preprečimo to širjenje? To pa zato, ker jo prenaša ameriški škržatek in ukrepi se izvajajo za zatiranje tega ameriškega škržatka. Seveda tu je problem pridobivanje učinkovitih insekticidov, v bistvu uporaba učinkovitih insekticidov za zatiranje tega prenašalca. Zdaj, če v bistvu se majčkeno pogledamo, fitoplazma je bila prisotna že prej v Evropi, v Sloveniji, ampak težav, dokler nismo dobili tega prenašalca, nismo imeli. In potem, ko je prišel, seveda čisto nenamerno iz Amerike, ta ameriški škržatek v Evropo, tam ima pa zelo rad trto. In s tem, ko on v bistvu sesa sok od trte, če je trta okužena, seveda s sesanjem potem prenese to fitoplazmo na drugo trto. In ameriški škržatek ne pozna meja, ne pozna, ta vinograd je od tega lastnika, on bo pa celil vse. In tukaj je tisto, kar bo treba še naprej delati na iskanju primernih rešitev, kako v bistvu bolj učinkovito zatirati tega prenašalca. Torej v bistvu, seveda je treba takoj v bistvu odstraniti vse rastline, ki imajo bolezenska znamenja, v katerih je dejansko prisotna ta fitoplazma, zato da nimamo novega vira okužb. Ampak kot sem že prej rekla, še vedno lahko določene rastline, ki imajo fitoplazmo prisotno, spregledamo, ker mogoče še niso razvile simptomov bolezenskih znamenj. In ti v bistvu predstavljajo neprestan vir vir fitoplazem, iz katerem se potem ta ameriški škržatek lahko razširi na druge rastline in to v bistvu potem uničuje. Tako da v bistvu težave žal so v Sloveniji trenutno zelo velike in delamo skupaj z drugimi službami na tem, da se iščejo rešitve, kako bi pa to preprečila. Morda bo treba iskati rešitve tudi v drugih alternativnih načinih za v bistvu preprečevanja širjenja, mogoče v iskanju odpornih sort vinske trte na to bolezen. Vsekakor pa trenutno pa je treba tudi iskati na tem, da bomo našli v bistvu sredstvo, ki bo učinkovito lahko uničevalo prenašalca. Še to lahko, če pojasnite, vi imate akreditacijo laboratorija ISO 17025. Kaj vam to pomeni? Ja, za stroko, ja. Ja, to za stroko pomeni, da dejansko bi lahko rekli, da pokažemo na ta način, mogoče za nekatere stranke, da smo, recimo temu po domače, zaupanja vredni. Akreditacijo marsikdo zahteva, da v bistvu izdamo izvide z akreditacijskim znakom, ker to predstavlja neko verodostojnost rezultatov. To pomeni, da lahko v bistvu, da sledimo določenim protokolom, kako se to izvede in s tem v bistvu ustvarjamo neprestano pravilne, prave rezultate, za katere imamo tudi sledljivost. Vse več je to prepoznano na trgu, vse več se to zahteva od nas, da imamo akreditacijo na tem področju. V bistvu je tudi uredba, ki določa, ki je veljavna v Evropski uniji in zahteva, da so vse analize na uradnih vzorcih narejene v skladu z ISO 17025.
Ja, doktorica Andreja, imate še vi kakšno pojasnitev? Ja, jaz bi mogoče dodala, da ta sama akreditacija pomeni neko neodvisno oceno, da smo res prepoznani kot nepristranski, zanesljivi in da imamo tudi usposobljeno osebje. Pri nas delo v resnici poteka na praktično enak način za akreditirane in neakreditirane analize. Vseeno pa akreditacijski znak za nekatere naročnike predstavlja eno dodatno zagotovilo in neko dodano vrednost.